Evo, živijo, pa smo že nazaj. Janin nas pelje po Boliviji. Janin, eno čistko vprašanje. A si tam kaj rastlin probal? Rastlin? Ja. Katerih? Pa izvlečkov iz Ja, izvlečke bova pa mislim, da še danes videla. A res? Ja, ampak ne, zdaj greva najprej še malo po otokih, pol greva pa izvlečke gledati. Na teh otokih si rekel, da kaj so ljubitelji krompirja, ali kako? Stvar je taka, da smo mi, pač jaz sem bil tam že velika zdaj, ne? Prvič leta 91, potem pa še parkrat. In enkrat vprašajo, odkot ste pa vi, ne? Pa rečemo iz Slovenije, na kar privlečejo dva taka ogromna plakata, temno-zelena. Avsenika. Skoraj, kjer je pisalo gor ljubitelji praženega krompirja kot samostojne jedi. In očitno so eni naši Slovenci predtem bili tam, pustili tam dva tista svoja plakata in oni zdaj še vedno delajo reklamo za nje, tako da če zdaj slučajno gledajo, naj vejo, da smo mi tudi videli tista dva plakata. Okay. No, nadaljujeva v Punotu. No, zdaj Puno je tisto mesto, ki je najbližje temu. Drugače pa tole jezero Titicaca, najvišje takole veliko jezero na svetu, zelo globoko tudi, pa zelo čista voda. No, poglej, zdaj vidiš, kako je tale otok pravzaprav narejen. Zdaj se peljemo tik, oziroma skoraj smo se že ustavili tik ob otoku. Je pa tako, ne. Tole je zdaj posnet že precej par let nazaj, ne. Zdaj boš videl, tole so moje noge, ki hodijo po takem precej dvomljivem materialu. Je kar hecno, ker moraš za začetek se malo navaditi, kako hoditi, ker če vse mehko pod tabo, moraš drugačno tehniko hoditi. Zdaj pa pogled, kaj tale vleče ven iz zemlje. Predtem je tole spustil dol, zdaj pa vleče ven in na koncu, ko bo prišla skala, takrat bomo videli, da smo bili 17 metrov globoko, pravzaprav, kar je dokaz, da dejansko plava cela zadeva. Evo, zdaj pa šla tale skala ven iz zemlje. Kako pa to, da jo ne odnese? Ja, se ni kakšnih tokov hudih. Ni. Ja, misliš celega otoka? Ja. Mislim, da je povsod nekako fiksirano na en del, ki je bolj plitek. In tam, da tako se jaz predstavljam, da se oni pač tam, kjer je bolj plitko, začeli to zadevo delati, potem pa razširili še daleč naokrog tam, kjer je pač bolj globoka voda. Predvsem zaradi tega, ker jih tukaj ne morejo napadati potem. Ker če so sredi jezera, je veliko lažje se braniti, kot pa če si tam nekje na obali, kjer ti vsak lahko pride blizu. Je pa to že vse iz pradavnine, tako da niti ni znano, pač vse iz krepko pred evropskih časov, se pravi krepko pred 15. stoletjem recimo. No tole, kar pa zdaj vidiš, to je pa že malo umetno, to je pa že za turiste narejeno. Pravi čovni so taki, kot smo jih zdaj že videli, pa jih bomo še nekaj videli. Takole pa hiša zgleda. Se pravi, on zabija 4 kole. Je kar trdna ta snov, tako da lahko zabijaš pa postalo potem, recimo kol. Opažaš, da so otroci zelo rdečelični. Ja. To je nad 4000 metrov. In ker je tako visoko, je zaradi tega tudi zrak dosti bolj redek in zaradi tega rabiš ogromno eritrocitov v krvi. Tako da imajo oni vsi, pa tudi mi, če pridemo tja, recimo pogovarjal sem se z enimi pač Himalajci, ki so šli na Aconcagua, vsi športniki, mladeniči, no ja, tam tudi čez 30, ampak še vedno mladeniči, in lepo športno prvi skoči dol z avtobusa in se zlekne po tleh kot mrtva vreča. Vsi se mu režijo, pejti domov, ti si že za v penzijo, kaj boš ti tukaj gor delal. Na kar drugi skoči, precej bolj previdno, pa se je komaj obdržal na nogah. Stvar je pa taka, ko sem jaz bil prvič tam, se pravi takrat 91. Nič ne čutiš kaj, sem prav gledal, kaj bo zdaj, ko smo tako visoko, kaj se bom kaj drugače počutil ali kaj. Nič, kaj posebenega. Ampak potem sem šel pa z ruzakom gor v drugo nadstropje, kjer je bila soba v tistem našem, recimo, hotelu, čeprav je bolj tak hotel. Nikakršen. Sem mogel 2krat počivati. Sem rekel, kaj pa za to, sem kaj bolan ali kaj narobe z mano. Oh, ne opaziš tega, ampak tudi potem, kasneje bo šla recimo v Potosi, pa to je bilo zdaj par let nazaj. Takle klanček, nič, ampak je spet na 4500 neki tazga, recimo. Zadihan tako je. Se opihaš, kot da bi ne vem kam šel. Potem, ko si pa nekaj dni gor, se pa tudi tebi poveča, pač ta kvaliteta krvi se ti spremeni. Enostavno rabiš na taki višini toliko več eritrocitov. Otroci so pa vsi rdečelični ravno zaradi tega, ker pač imajo še tenko kožo in se bolj vidi to, da je še bolj intenzivno rdeča njihova kri. Ok. A si bomo pogledali video posnetek?
Tega zdaj nimamo več, zdaj bo šla tiste tvoje droge gledati med drugim. No, dajva. Najprej se morava odpeljati iz La Paza, oziroma najprej, pazi, tamle se ti nekaj podira. Zdaj se morava odpeljati iz jezera Titicaca proti jugovzhodu in bova šla zdaj počasi gledati, kako izgleda mesto Potosi. Okay. Kaj bo rihtaš? No, tole jezero Titicaca, kot rečeno, je veliko in zelo visoko in zelo lepa voda in vse, kar še hočeš. Tole, kar pa tukaj vidiš, če se boš obrnil, so pa trajekti. Trajekti, ki nas bodo pripeljali preko en rokav tega jezera, pravzaprav, oziroma zaliv. Na enem bomo mi sedeli, tisti je kar hiter in bolj podoben čolnu kot pa čemu drugemu, na drugega bomo dali pa naš avtobus in vse, kar zraven spada, še kakšne vole, krave, osle, pa avtomobile in tako dalje, tisti se bodo posebej peljali. No, zdaj smo se prebili preko tega jezera, zdaj bomo šli počasi do La Paza, tisti La Paz bo